Če se na prvi pogled nakup vozila v Evropski uniji zdi preprost, pa lahko v praksi naletimo na številne neznanke. Pred odločitvijo za tovrstni nakup se pojavljajo številne vprašanja, na katere bo danes odgovoril naš gost Miran Vrbanič, pravni svetovalec Zavoda PIP. Dober dan. Dober dan. Torej, kaj je posameznikom, ki se odločijo za nakup vozila v tujini, najpomembneje? V prvi vrsti se seveda zanimajo za ceno in podrobnosti avtomobilu. Kasneje, ko se odločijo, pa seveda prihajajo nova pravna vprašanja, sploh kar se tiče prodaje in pa uvoza. Kako je s plačilom DDV-ja v tujini? Zdaj tukaj moramo razlikovati, ali gre za nakup rabljenega ali novega vozila. Če gre za nakup novega vozila, potem se DDV ne plača. Torej, če kupimo vozilo v drugi državi članici Evropske unije in ga pripeljemo v Slovenijo, potem in ga bomo tukaj registrirali, bomo tukaj plačali DDV. Kolikor pa gre za nakup rabljenega vozila, pa moramo potem še dodatno razlikovati od nakupa od fizične osebe in od nakupa od pravne osebe. Pri nakupu od fizične osebe se DDV ne plača, pri nakupu od pravne osebe, torej trgovca, pa bomo plačali DDV, ki velja v državi nakupa. Tukaj so pa stopnje po Evropi različne od 17 do 27%. Kako pa je s tehničnim pregledom vozila? Ali tehnični pregled vozila velja tudi tisti, ki jo opravijo v drugi državi? V Sloveniji da, vendar se mora v postopku registracije potem priložiti uradni prevod tega zapisnika o tehničnem pregledu. Ta zapisnik pa mora vsebovati tudi vse meritve, ki so v Sloveniji predpisane za brezhibnost vozila. Včasih slišimo tudi VIN kloniranje oziroma kloniranje vozil. Zakaj pravzaprav gre? To je goljufija, na katero morajo biti posamezniki pozorni, sploh če grejo v ta nakup sami. Tukaj ta VIN identifikacijska številka avtomobila se ponavadi nahaja na karoseriji vozila. To potem tako naredijo, da prekopirajo to številko na drugo vozilo, avtomobil in potem ustvarijo nekako novo identiteto drugega vozila. Temu se lahko izognemo, oziroma več načinov je, da se temu lahko izognemo, ampak eden izmed teh načinov je, da trgovci tudi že ponujajo tako imenovano Carfax poročilo, s katerim lahko potem preverimo zgodovino avtomobila. Kako pa je takrat, ko se dejansko za nakup avtomobila odločimo, potrebujemo tudi tranzitne tablice za prevoz vozila v našo državo? Ja, začasne oziroma izvozne tablice so potrebne, kadar posameznik želi sam pripeljati vozilo v Slovenijo. Sicer pa je tukaj opcije za prevoz več. Torej lahko uporabljamo vleko, pri čemer mora vlečno vozilo seveda biti ustrezno zavarovano in registrirano. Potem imamo drugo možnost, da najamemo podjetje, ki se ukvarja s prevozom vozil. In pa seveda opcija, ki smo že omenili, da posameznik sam pripelje vozilo v Slovenijo, pri čemer pa mora poskrbeti za ustrezno avtomobilsko zavarovanje za vse države, skozi katere se bo potovalo, in pa za začasne tablice, za katere se pa tudi priporoča, da se preveri, ali veljajo v vseh državah, skozi katere se bo potovalo. Ob nakupu rabljenega vozila v tujini se je torej potrebno dobro pripraviti in preveriti predvsem zadeve in avtomobil, da nam potem na koncu ne bo žal. Tako je. Hvala za odgovore. Hvala vam.